da toliko teži za psa. Ja, Bog pomagi, no, pač to se morajo, pač res starši se morajo prvotno odločiti, da bojo skrbeli za žival, pa da ga bojo omogočili tudi otrokom, ne da bojo kontra, se pravi, otrok si želi psa, poj pa zaprt v pesjaku revaš pač celo življenje, pač to, sem kar živčna. Ja, vidim. Ampak res, pač to je, ja, se kroke tresem. Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. Hej, Tjaša. Hello, Živja. Zelo sem vesela, da si se mi danes pridružila ob skodelici kave, ki vidim, da jo zelo potrebuješ. Zares jo zelo potrebujem, že druga danes, ampak jo zelo potrebujem, tako da vohlončki. Povej mi, kakšni so tvoji kavni trenutki? Zdajle, odkar je moja ta mala Lori šla v vrtec, so bistveno bolj v miru, no, pa tudi toplo kavo pijem spet po dolgem času, ker ko imaš enkrat toliko majhnega, pa si narediš kofe, pa nekaj vmes pride, pa pol piješ tisto mrzlo kavo, tako da zdaj, odkar je v vrtcu, moram reči, da pijem toplo kavo, kar je pa tudi nekaj vreden. To za mrzlo kavo sem pa že slišala, ja. Da takrat se navadiš, da če prej ne moreš... Ne moreš se navaditi na mrzlo kavo, za nič, ne moreš. Ampak se pravim, zato pa pol toliko ceniš trenutke, ko lahko piješ toplo, viš, kam smo prišli, viš, kaj je, topla kava. In kakšno piješ? Belo kavo, vedno. Belo, z veliko pence imam rada. Rada pa še svoje goste, kar na začetku vprašam, kaj se ti je danes kaj lepega pripetilo? Danes je dan še kar mlad. Moram reči, da sem imela odkar imava ta malo eno najbolj napornih noči v življenju. 37krat sem ostala po noč. Štela sem, kar sem tako, moj bog, pač, če bo še enkrat se mi bo zmešal. Tako da današnji dan moram reči, da me je v bistvu razveselil lep sončni vzhod, da je bil dan nemeglen in da je bil sončen in sem si rekla, za dober vzem, tudi po naporni noči je lepo nekaj lepega videti in evo, danes se mi je lepega zgodilo to, da je bil lep sončen vzhod. To si imela pa srečo, jaz nisem imela sončnega začetka. Ja, nas zjutraj je bil, tako da saj nekaj danes. Ful dobro. Rada bi te pa še predstavila, mogoče za poslušalce, ki ne vedo. Zdaj trenutno si najbolj poznana po duetu s svojim možem Urošem, Uroš in Tjaša. Ja, res je. In ustvarjata prečudovite ljubezenske pesmi, pravkar sta izdala tudi novo. Ja, res je. Hvala. Pač zdajle... Mava en tak posrečen ali pa neposrečen ime, ne vem, za koga, Uroš in Tjaša, to sva takrat, ko sva začenjala, nisva vedela, kaj, ne si dava kakšno umetniško ime, ali kako bi zadevo speljala in vsi naj sprašujejo, zakaj je Uroš prej kot Tjaša, zakaj je Uroš in Tjaša. In takrat je bila fora, da sem jaz Facebook stran odpirala in navada je, da pač daš sebe na koncu, ne, pač in sem zato napisala Uroš in Tjaša. Pa tudi sliš se mi boljš. Ne vem, jaz se zdaj sploh si ne znam predstavljati, da bi bila Tjaša in Uroš. Kar narobe se mi sliš. Tako da, in je pol nekako to vstal in ja, nekako sva Uroš in Tjaša od začetka. Ne vem, ali bo mogoče prišel trenutek, ko se bova v kaj drugega preimenovala, ampak pač po moje, da so se ljudje že toliko navadili, da sva pač Uroš in Tjaša in na najine pesmi, da bo po moje tako kar ostalo. Ful lepo. Ja. Bi pa na tej točki... Ko sva že ravno rekli, da je Uroš prvi, Uroš je tudi večinski avtor vajnih pesmi, a ne? Ja, Uroš je, kar se tiče kreative najnega dueta, je pač definitivno Uroš tisti, ki največ v to prispeva, iz njega skozi šprica, on pogleda en film, pa dobi inspiracijo, potem bi napisal komad in ga sam vidim, sam zgine gor v tisto svojo sobico glasbeno in sam slišim pol na vsake tok kitaro, pa slišim pol, da se tam igra neki s tistimi sampli, da dela on tiste demote, ker on ima misijo, ne, on more, se pravi, da gre komad kot duet Uroš in Tjaša ven, mora biti meni všeč, ne? Se pravi, ni dosti, da je samo njemu pač top in da vidi potencial. Jaz imam pa težavo, da ne vidim, kako bo komad zvenel, ne vem, kako zveni v njegovi glavi, ne? On si ga zna predstavljati, on napiše in pa je tako, pa bojo tam še violine, pa bo tam še ne vem kaj, pa trobila, pa jaz si pa ne znam predstavljati, on mi pa na kitaro odšpila tisti komad in jaz, in me včasih po krivici kakšnega komada ne sprejmem enako, kot bi ga drugače, če bi vedela, kako zveni
aranžma v njegovi glavi in se je zdaj on spravil in je nabavil fulene opreme in se on zdaj toliko trudi, da mi demo, ta prvi posnetek pokaže že skoraj tak, ka mora biti kar godala snemati na klaviaturo, samo zato, da si bom jaz lažje predstavljala in takrat, ko se on toliko potrudi, vem, koliko je vložil ta komad ali pa koliko verjame in tudi ponavadi se splača, da se je toliko potrudil, ker a ne tudi za tega ta zadnjega je bilo tako in sem dol padla, kam mi ga je pokazal, tako da... A si za ta nov komad rekla, da si se razjokala in da je bila to zelena luč, da gre ven? Ponavadi se za vse do zdaj je tako, no, pač ponavadi veva, da če pač pridejo dejansko solze, da naredi toliko lep komad, je pač to kar to, no. Načeloma pa, ja, nisem se velikrat dejansko zjokala, tukaj sem se, pa še za popoln dan, ampak ta pa ni izšel kot singel, je pa na prvem albumu, pa je recimo zanimiv najljubši komad od obeh, pa nikoli ni ugledal luč sveta kot singel. A res? Hecen. Ampak je sam za tiste, ki pridejo na najne koncerte, pa ga lahko slišijo tam. Zdaj sta pa izdala skladbico po naslovu S tabo si upam leteti. Ja. Zdaj prebrala sem, da sta v to izlila svoje srce, da je res globoko besedilo s pomenom, čista ljubezenska pesmica. Ja, pa me zanima, ker imata toliko ljubezenskih stvari, pa čeprav si že omenila, da navdih tudi črpa iz televizije. Pa misliš, da bo kdaj zmanjkalo ljubezenskega materiala ali pa vajnih zgodb, ali je to res tako široka tematika? Ja, jaz upam, da njemu nikoli ne bo zmanjkalo inspiracije, ker zaenkrat pravi, da jo črpa pač iz najne veze in sem zelo vesela, da je tako, da mu to še vedno nosi tokenih idej in tega, ampak ja, definitivno pa je ta pesem, po mojem mnenju, ima najlepše besedilo, ki ga je Uroš kadarkoli napisal, tako najbolj globoko. Se mi zdi, da tudi njegovi komadi odraščajo skupaj z njim. Midva vse nisva še ne vem koliko stara, nisva pa več tudi najmlajša. Pač zdaj, ne vem, vse sama veš, včasih, ko smo hodili ven v diskače, pa smo videli tam 30-letnike, smo bili tako, daj speljte se ven, da stopiš, pač kaj delati. Zdaj smo mi tle, ne? Zdaj smo mi v napoto tam mladim, tako da pač toliko mlada spet nisva. Nisva pa še stara, da bi lahko rekla, zdaj pa bo počaščen, da se malo umirimo. Tako da... Odraščajo z nama tudi najne pesmi, se mi zdi, in tale je definitivno dokaz, da je temu res tako. In zelo je lepa. Sem jo poslušala in tudi video spot zelo lep. Kje sta to snemala? To smo snemali v letalskem centru Maribor. To mi je Nika Krmec dala idejo, ker je slišala komad in rekla, to je bilo ful dobro, da bi bila na letalu, pač kaj je zapuščeno, tam posnela. In pa so lahko, kjera igra besed in tako, ne, stava upam si leteti in na krilu aviona bomo mi zdaj snemali spot in smo takoj zagrabili, smo kontaktirali tisti center in so bili za in smo prišli z ekipo in Uroš je imel težav, ker on se malo boji višine in pol je bil tam na krilu, dej drse, da nam dol padla. To ga je skrbel za mene, veš, ampak v bistvu se je pa on tresel, da ne zgrmel dol iz tistega krila. Ampak je hecen, no, pač vedno sva sam letela na avion, veš, pa gledaš tisto krilo ven čez oken, pa so pa kar na krilu, nikoli se še nisem sprehajala na krilo aviona, no, tako, cool izkušnja. Nova dogodivščina, ja. Ja. Če ne bi bilo te pesmi, se ti ne bi sprehajala po krilu letala. No, pač. Kaj nama bo vse glasba dala, no, tako res je fajn. Ful dobro. Se pa ne morem izognati vprašanju. Zanima me, kako usklajujeta to, da delata skupaj in pa da sta še v bistvu par. Ni vedno enostavno, je pa vsem po moje enostavnejše. Ne vem, kako naj to razložim. Se pravi, težko najdeva čas za vajo. Recimo, če imaš ti nek band, se zmenaš, takrat pa takrat, tam pa tam, vaja, pripravljeni bodmo. Midva, imava doma ta plec, kjer vadva, in je zato toliko več teh temptacij, da rečeš, dej, najprej se tlele malo usedeva, ali pa dej gremo z Lori malo ven, pa bova midva polka prideva nazaj, se usedeva, pa bova zvadla. Prelagaš in ne narediš in je, se pravi, glede tega je težje. Potem težje je, če se kdaj krešejo mnenja, v smislu, ne vem, on zagovarja nekaj, jaz zagovarjam drugo, sva bolj ognjevita, kar se tega tiče. Nekaj mogoče pač pri nekomu, ki ni toliko blizu,
mogoče prej popustiš, probaš ga razumeti, tle smo pa pač midva all in, pač, ker se poznava do dno duše in tle ni pač filtrov, ni, a ne tako. In se mi zdi, da tle zna včasih biti bolj ognjevito, ali kako ne rečem. Tako da, ampak pol itak ugotoviš, ti si isti tim, za isto stvar delaš, hvala Bogu, da sva toliko ognjevita, da se nama toliko gre in pol nekako najdeva pač sporazum, da prideva do neke rešitve, da je pol po moje, ne se pa se, ampak tako, no, da najdeva pol neko skupno stvar, ki je obema kul, no, to je tudi vodilo na splošno in najne veze in najnega dueta, da pač v nič ne greva, če enemu od naju ni ok. Tako da se mi zdi, da je to kar ključna rešitev. Ja, zelo pomembno. To pa neki karieri, ki jo gradita. Ja, pa pač razdeljeno mava, a ne, se pravi, on je za kreativo, a ne, jaz sem za biznis, se pravi, kako to spraviti pol v svet. In se vseeno mi zdi, da si vseeno pustiva malo več svobode, se pravi, kar se tiče biznisa, a ne, on pove, lej, če se tebi zdi, da je tako v redu, a ne, pač ti zaupam in enako, ne, če on pač res zagovarja eno stvar, pa če meni mogoče ni glihuno zadol, pa tudi popustim pa rečem, lej, greva, pa bomo videli, kako bo to se šlo. Se sem prebrala en tvoj odgovor na vprašanje. Si rekla, da se itak zelo razumeta, da gledata na neke stvari zelo podobno, ampak potem si tak zelo zrel odgovor se mi zdi, da pač potem so pa kompromisi, kot si zdaj omenila, in pa da iskrena komunikacija. Ja, res to se ful pozna, no? Ker ne moreš tega fejkati, ne moreš tudi, na dolgi rok to ne gre, če ni komunikacije, to se tudi ne sme poznati na špilih, recimo, ne? Da bi bila midva skregana, ali pa pač, da bi se skregala za eno tako banalno stvar, kot je pač ena odločitev za prihodnost, kar se tiče, ne vem, muzike, pa da bi to pol vplivali na dolgi rok, to definitivno ne bi peljali. Tako da delava tudi zaradi tega na tem, da če kdaj da to takoj rešiva, ne? Ker se drugače pozna. No, vsaj pri meni, jaz ratam zoprna pol in, a ne pač, če ne razpucava, jaz sem lahko cel dan zoprna pol zaradi tega, ne? Tako da me uči tudi tega, no? Da takoj skomuniciram, ko mi nekaj ne sede, in se pol da lažje. Ja, se sploh, ker mislim, da na odrih se pa res pozna, kadar ni energija pač taka, kot je ponavadi. Ne? Res se pozna. Mislim, meni je v bistvu zdaj na odru, ne zaradi naju, meni je na odru zdajle bilo recimo ful težko na zadnjem koncertu, ki sva ga imela v Žalcu, se mi je bilo težko sprostiti. Prva 2 komada, ta malo sva imela bolno. Prvič se je to zgodilo, odkar jo mava, da je zbolela. In jaz sem jo mogla pustiti doma in iti na koncert. Meni je bilo to grozen, jaz ne znam povedati. Pač to je bilo pa, in sem se prav mogla sem se pol nakolirati, ker je bil prvi komad, je bil mimo in nisem imela napovedi, ker ponovadi se pol ukvarjam, kaj bom povedala, kaj je konc komada in sem bila prav tako, zdaj se pa pač zresen. Pač ta mala je doma, v varstvu je, na varnem je, nič drugače ne bo, če boš ti imela se zdaj slabo ali pa ne. To so tvoje tudi sanje, pač tudi to si zmer želela, pač izkoristi ta moment, uživaj pač v njem. Bomo se potem z drugimi stvarmi ukvarjali in dejansko mi je pol ratal pač v drugi pesmi se odklopiti, dejansko prepustiti koncertu in je bil najboljši koncert do zdaj, ki sem imela. Ja, res. To bi pa totalen preobrat, če si se tako počutila. Ja, res, ampak ljudje so tudi to dali. No? Moram reči, da je bila neverjetno sproščena publika in to so kar vmes, a veš, ko smo gledali Seven Heaven, se spomniš včasih tiste serije, veš, ko so kar vmes, ej, man, to je kar med koncertom, točno tako so se, res, to je bilo tako, kada smo frendi na enem druženju, pa pač jim mi dva pojeva, tako, res je bila huda energija. Med pesmi mi so to govorili. Ali pa med napovedmi so se kar uglašali nazaj, mi smo se kar malo zadebatirali, se rekli, ja, v redu, gospod, kaj te še povedal, rekli so se kar, res nama je dobro, da imava s poslušalci tak odnos, da imajo občutek, da naju poznajo in da smo mi prijatelji že zdaj, ne vem koliko časa, koliko naju pač spremljajo, no, tako se mi zdi, da sva dostopna, pa da je to posledica tega. Kaj pa recimo v svojih napovedih poveš? Greš na pesem, tematsko? Ali... Ja, midva mava, glih to je fora, pri nama je, midva se sam zmenva, kdaj bo kdo povedal, ne kaj bo kdo nekaj povedal. Pač. In pri nama je vsak koncert uganka, kaj bo iz tega nastalo. Midva se kdaj toliko
zapričava, da se prav ustavljava, Uroš je kdaj tako, a bomo šli mi naprej s koncertom, kaj boš ti povedala, velikrat izhajava iz sebe, pač iz najnih življenj, poveva kakšno hecno anekdoto, ki se nam je zgodila, aj kaj v zvezi s to pesmijo, ali kaj naj jo spomne na to pesem. Tako da vsaka napoved je drugačna, ne veš, kaj bo prišlo ven in se mi zdi, da je tudi zato ena tako cool energija nastane na koncertih, ker sva dostopna, no. Pač sva taka, ki sva na koncertu, na Instagramu, osebno, a ne. To je to. Pač sva midva. Iskrena, ja. Ja. Pa tudi se mi zdi, da če so napovedi spontane, je to še toliko boljše. Ja, čeprav ni zmer to se pravi, jaz tudi kolikor imam dana, veš, včasih včasih sem tako sama nad sabo presenečena, sem tako, pa pesmo, kakšen stavek sem jaz zdajle dober, a veš, tako tudi kako z besedami se kdaj poigram. Kdaj pa tako klamfam kaj, da sem kar tako Marija, če me kdaj kdo zastopil, kva sem hotela povedati. Tako, včasih pa kar ne moreš do bistva priti, pa isti človek, iste besede, ne vem, no, v glavnem ni vedno to fajn, sem pa vesela, da ne rabim nobenih substanc, da to iz sebe spravim, no, da pač sem sposobna trezna do istega veselja prideti, kakor marsikdo, a ne, ker pač poznam ljudi, ki morajo jih prej ne par ruken, da si upajo pol razglabljati pred ljudmi takšne in drugačne stvari. Nimajo vsi to v sebi. Ja. Tudi jezik ne teče vsem. Ne, to sem se mogla priučiti. Jaz sem prej pela v enem narodno-zabavnem ansamblu in mi smo imeli politiko brez alkohola. Pač. In to je bilo včasih, a ne, pač so bili špili, ki so bili moreči, Marija, kdaj je bilo pa fulušten in takrat jaz sem ful kilometrine dobila in kako delati z ljudmi, nastopanja in tako naprej. In se mi zdi, da mi je pa recimo, če so mi dali narodno-zabavni odri, tudi vozličke in težave z glasilkami, ker je bilo pač otok naporen, mi je dalo pa vseeno narodno-zabavni pa ogromno kilometrine, no, ki jo še zdaj se mi zdi, da s pridom uporabljam. A si imela kakšne resne težave? Jaz sem imela... ta prvič, kad sem imela vozličke, mi je foniatrinja rekla, da moram biti 5 tednov tiho ali pa iti na operacijo. In jaz sem bila 5 tednov tiho. Čist tiho. Čist tiho. Pač tudi besede. Jaz sem, tablico sem imela in sem pol pisala stvari. To je bilo to grozen, najtežjih 5 tednov v mojem življenju. Ne zabavam se, to je bilo mučenje. Sploh za mene, jaz skozi govorim, kaj strgan dohtar. In pol mi je bilo to... Pač res je bilo naporno in takrat se je pol zadeva malo izboljšala, ampak vseeno ti moraš usvojiti tisto pravo pevsko tehniko in hkrati moje glasilke niso drvarske. Za narodno-zabavno pa ti rabiš drvarske glasilke, pa biti vseeno, mi smo bili tako mladi, pa smo bili tako, bomo denar prišparali, pa bomo sami svoje ozvočenje postavili, ne bomo ozvočevalcu dajali za špile in pa smo se sami ozvočevali, ni tako se nisem nič slišala in to so bile ena napaka za drugo, a ne tako. Jaz sem sicer pol začela opiskati petje, a ne, Željki Predojevič Korošec takrat in ona mi je zelo pomagala, ona je pomagala tudi Nini Pušlar, pa vsem tem pevcem, ki so imeli v preteklosti pač težave z glasilkami. Ampak dejansko zares dojela tehniko petja sem pa, ko sem bila noseča. Pač, takrat se mi je pa, a ne, mi je ta mala tok pritiskala dol, a ne, v trebuhu vse skupaj, da sem pogruntala, kje moraš stisniti, da pač ton pravilno pride ven. In jaz še zdaj, jaz bi bila za en drek učiteljica petja. Jaz vse, kar znam, ne znam razložiti. Ne vem, kako naj povem. Tudi, ne vem, so se drugi pedagogi trudili z mano v smislu, da bi mi te stvari približali, ampak zares dojela sem pa, ko sem bila noseča. Ful zanimivo. Ja, no in od takrat naprej, in pa me je bilo ful strah, kako bom rodila, ker pa mi nič pritiskali. Danes sem bila tako, in pa bo šlo vse urad. In sem pa zanimiv ni mi šlo in mišice so si zapomnile te gibe in od takrat naprej snimam ene težave, vse špile z lahkoto oddelam, nisem bila še hripava od takrat, tako da trkam, no, da ne bo kakšne težave pol zdaj lih zadžinksala, ampak res zanimiv, no. Tako da od takrat pa zdaj pa nima več težav z glasilkami, no. Ful dober. Ja, wow. Zanimiv. Nekaj novega sem se naučila. Mogoče za tiste, ko še ne vedo. Ja. Evo. Ful ljudi me sprašuje, kako
veš, da imaš recimo težave z glasilkami, jaz sem bila takoj utrujena, ne vem, po eni rundi petja hripava. Velikokrat imajo težave z glasilkami učitelji, pedagogi, ki pač ogromno uporabljajo svoje glasilke. In kako prideti do pomoči, če lahko izkoristim to platformo, da sam malo ljudem pomagam v smislu, osebni zdravnik napiše napotnico za foniatra in potem od tam naprej. Če imajo pa pol so te težave izvirajo z napačnega govora, se pa napiše napotnico za logopeda, za govorne motnje. Sam povem, ker res to ogromno ljudi ima težave, pa ne rabijo biti nujno pevci in ne vejo, kam se obrniti, sploh ne vejo, kje iskati pomoč. Sam pač skozi so pol hripavi. Tako da... Tako lepo si se navezala na učiteljice, ker si tudi sama bila učiteljica za otroke s posebnimi potrebami. Ja, res je. 4 leta sem bila zaposlena na osnovni šoli za otroke s posebnimi potrebami in je bilo zelo prijetna izkušnja, moram reči. Je pa bilo utrujajoče vse skupaj usklajevati. Se pravi, moja vizija in želja je bila vedno, da bo glasba moja služba. V Sloveniji je pač vse prej kot lahko živeti od glasbe, oziroma pač more kar nekaj vode preteči, pa kar nekaj komadov, pa ne more to iz danes na jutri postati tvoja služba. In nekako v tem sem se pa tudi videla. Vedno sem se videla v delu z ljudmi s posebnimi potrebami, to me je od nekdaj veselilo, ali pač sem čutila, da pač en del mene mora tudi nekaj v tem pustiti. In sem bila zelo vesela, da sem najdla pol službo v tem, sem bila zelo srečna. Zdajle se je pa s koncem porodniške tako taka fajn priložnost pokazala, da sem se pa od šole poslovila in začela svojo pot. Koliko je pa zdaj že oziroma koliko je Lori stara? Lori bo čez 14 dni 1 leto, se pravi 21. novembra bo 1 leto stara. Tako da zdajle sem zaključila s porodniško pred kratkim in odprla svoj SP in sem zdaj sama svoj šef. Pa Uroš zraven. Ja, Uroš ni moj šef, Uroš ima svoj SP tudi, pa on je tam svoj šef. Tako da, Tako? Tako da ja. Ampak zdi se mi zanimivo, da sta se oba rečemo opogumila in šla na to pot glasbenika, ker si tudi sama se navezala, da je težko v Sloveniji. In zdaj v bistvu sta oba dva skupaj. Ja, oba sva imela željo, ko bo velika, bova pač poskontarja. Itak, to je če... Midva sva res to že od majhnega, vsak zase pač nekako sanjala, da bo glasba tisti glavni vir prihodka in da se od tega bi dalo živeti. Videla sva, da se to da. In od nekdaj nama je bilo to, Urošu je bilo sploh v bistvu bolj kot to, da bi živel od glasbe, je bilo, da se bi izražal skozi glasbo. On je od nekdaj že pisal pač besedila in tako zelo se je zgledoval po Adiju Smolarju, recimo, on je tako njegov idol, kar se besedil tiče. In se mi zdi, da je tudi neki Adija v Urošu, ker je toliko preposlušal pač te njegove komade in tako. Ampak moraš imeti jajca, ne vem, kako naj drugače to povem. Pač zdaj, sploh v teh časih, da si upaš te stvari početi, ampak za naju so se stvari končno začele obračati. Tako da zrihtala sva se stanovanjski problem, pač vse sva dala prej pod streho, prej sva garala norca, pač, da sva prišla do tega, kar sva zdaj. Ljudje velikokrat vidijo samo, ne vem, na Instagramu, pa vidijo malo popačeno realnost, ni čist vedno tako, kakor zgleda, ali pa reče, prideta na špil, odpreta usta, pa kar pokasirata. Pač seveda. Res ni tako, res ni tako in z veseljem bi zamenjala en mesec življenja, da bi en mojih čevlji hodil, ki tako miselno. In me res zanima, koliko bi jih zdržali tak tempo. In ni vedno enostavno, ampak je pa vredno. Definitivno je vredno in jaz sem toliko vesela, da sem še pred 30 prišla do te točke. Je pa res, imam pa plan, če slučajno ne gre vse po planih, še vedno pač ne bo se svet podrl, si pa res želim, da bi glasba ostala moja prva služba. In če si želiš, boš tudi zagotovo k temu stremela. Ja, itak, se mi zdiš taka, da veš, kaj želiš in to pa od nekdaj, sploh ne dvomim. Ja, to pa od nekdaj. Je pa težko počakati, meni je to. Pač od nekdaj sem vedela, kaj si želim, ampak ne vem, jaz sem že pri 12 sem šla na X-Factor. Takrat, Marija, a veš, da nisem vedela. In pol malo te googlam in vidim X-Factor swag. Ja.
To je bilo, pač, takrat sem bila najstnica željna potrditve, a ne pač željna prepoznavnosti. To je bilo pač iz čist napačnih razlogov sem se pač vrgla v glasbo. Jaz tudi zdaj, ko se pogovarjam, tako, ko gledam te festivale, ki prijavljajo otroke, pa to meni se to zdi malo narobe. No. Jaz ko izhajam iz sebe, ali pa ko izhajam, pa sploh pa zdaj iz teh mladih, ki imajo dostop do teh socialnih omrežij že čist prekmal. Svet je tako krut in da ti že otroka izpostaviš v tako kolesje, se mi zdi, pa tudi, če ima talent, tudi, če ima potencial, pač razumem, da bi ga ti rad pokazal celemu svetu, ampak pač toliko mlade ljudi izpostavljati takim pritiskom, ki jih imajo zdaj mladi, ker vse leta 2012, ko sem jaz se te stvari šla kot najstnica, pač to ni bilo nič v primerjavi zdaj, a ne v kakšni razsežnosti je to, koliko hitro ena novica pride čez celo Slovenijo. Pač takrat je bilo vse drugače, pa je bilo že takrat malo čuden vse skupaj. No. Ful se naučiš paziti. Ne vem, mi dva recimo z Urošem, ki se kdaj pogovarjava, mi smo že takrat bili, ki je bil X-Factor, pa so bili tako lete, zdaj so vdaje, zdaj bodo pozorni na vas, da ne bi slučajno koga videli pol v soboto tamle kozlet za Maxijem, a zastopaš... Sorry, glavnem. A ne pač tako, takoj sem že mogla paziti, kaj delam, kako se obnašam, tako ni bilo tistega brezskrbnega otroštva, ki se tako hitro so se kar ene novice razširile okrog... Pa že takrat, ne? Že zdaj takrat. Pa vemo, da je to vse. Zdaj je pa to šlo... Krat 10. Ja, in ne vem, no, te začetki, ampak takrat sem imela že vizijo, jaz hočem biti pevka, z leti sem pol dozorevala, sem videla, v čem je dejansko point tega, da na kratek rok, na te instant rešitve, pač, da to ne pripelje lih do tistih rezultatov, ki si jih v bistvu želiš. In v glavnem s časoma sem pač dojela, kaj je zares pomembno in se mi zdi, da dobila tudi to trdo kožo. Naučila sem se preboleti zavrnitve, naučila sem se, te padce, brez da ti vzame volo do življenja. In se mi zdi, da me je to utrdilo in zato zdaj s toliko večjo hvaležnostjo spremljam, kaj se mi dogaja in sem tako dober, pač, tako hvaležna sem pač za vse, kar zdaj dosegava recimo z Urošem. No. In te izkušnje so ti zagotovo tudi pomagale, ne? Itak, pač, sej je res, sej konc koncev, če ne bi šla na X-Factor, Bog ve, kako bi se zdaj moje življenje odvilo. Zdaj mogoče bi šla še enkrat, ampak čisto iz drugih razlogov. No. Tako da, pač hecanje, kako te življenje oblikuje skozi dobre ali pa slabe odločitve. Me pa zanima, ko si ravno omenila otroke, kako pa gledaš na izpostavljanje otrok na Instagramu? Zdaj videla sem, da ti objavljaš svojo hčerkico. Jaz jo, se pravi, niti ne to, se pravi, nisem ena izmed unih, ki popa srčke pa obraz, pa smajlije čez obraz otrokom. To ne vidim poante, zakaj pol objaviti tako sliko. Nisem tudi una, ki absolutno pač zakriva otroka pred celim svetom. Sem rekla, da se bom malo prepustila, da bom videla, kako bo, ampak dejansko nimam želje vsakodnevno deliti recimo utrinkov z Lori. Pač imamo skupine s familijo, po moji strani, Uroševi strani, s prijatelji, pač, s katerimi redno delim vse, kar se nam dogaja. Da bi jo pa prav tako izpostavljala javnosti, da bi pa folk vedel čisto vse o njej, kaj gre zdaj čez, tega pa ne delam, niti v bistvu objavim kakšno slikco na vsake kvatre. Tako da, ne vem, zdaj se mi zdi, da je tak čas, ne vem, ne vidim pač potrebe, ne obsojam pa nikogar, ne tistih, ki pač delijo svetom vsako izkušnjo svojim otrokom, niti tistih, ki pač se odločijo, da bojo do 18. leta pač otrok ne bo obstajal nikjer na spletu. Pač tudi to čisto zastopam in ne zdijo se mi ne eni, ne drugi, pač, ne vem, bizarni v svoji smeri. Konec koncev tisti, ki delijo življenje svojih otrok, marsikdaj zelo pripomorejo, ne vem, mamicam, ki gledajo kakšno stvar, pa ne vejo, kako bi se lotile, pa pač potem pogledajo objave ljudi, ki to redno počnejo. Ne? Tako da
bomo pa videli, kakšne bojo imele to posledice potem na te otroke. Ne? Se mi zdi, da nismo še tam, da bi te ljudje znali sami zase dejansko res spregovoriti. To je res zdaj v zadnjih parih Zdaj je to, letih. pač socialne mediji več rastejo in bomo videli čez par let, kako bodo ti otroci pol pokomentirali te stvari. Lahko, da jim bo čisto ok, lahko, da bo nekaterim bedno, težko pa se je v imenu svojega otroka odločati za take stvari. No? Tako da jaz bom še zmeraj krmarila nekje med zdravo pametjo v smislu, a ne pač tako, če je res kakšna taka stvar, pač pokažeš, a ne, Ja, ne bom pa kakšna luška na slikca, ja, ne bom spominček. pa je tako izpostavljala pa kar vsakodnevno. No. Ker tudi glede na to, da sta prepoznavna v Sloveniji, to vpliva na vaju, ne? In si verjetno ne bi želela, da bi tudi pol v kasnejših letih, ko bo najstnica, ko bo malo bolj v kakih krogih se potikala, da bi to vplivalo na njo, ne? Bolj je v bistvu, a ne, prepoznavnost lahko tudi negativno vpliva. Ne, marsikdaj je to pač plus, da si prepoznaven, dobiš mogoče včasih boljšo obravnavo, pa čeprav je ne bi bilo treba, pa tako naprej. Včasih pa tudi ne. Včasih je pa, ne vem, ljudje ne znajo profesionalno upraviti svojega dela čez svoje osebne neke komplekse ali pa tako in ne bi si želela, da bi v bistvu Lori nasrkala zaradi tega, ker pač se je, ne vem, ena teta odločila, da vsaj pa mi dva antipatična. Ja, recimo, ja. ne? Zaradi tega bi mogoče tudi rajš, da ona ostane anonimna, dokler si pač tega ne želi sama pač izpostaviti. Bolj mogoče v tej smeri. Zato se odločam, da ne toliko izpostavljam njenega obraza, da ni glih pač čisto vsakajo sreča, da reče, to je pa Lori od unah dveh. Tako, v tem smislu. Bi se pa še dotaknila, ko sva ravno pri Instagramu, da si, mislim, nočem reči izkoristila, ampak mi je bilo zelo lepo, sem si ogledala tvoj posnetek v začetku 2021, ko si spregovorila o splavu, o smrti bližnje osebe in potem spet o nosečnosti. Ja. In sem takoj, itak sem šla brati komentarje, ker meni je to včasih zelo fascinantno. Ja. In sem videla komentar, da kako ti ne želiš deliti pa predlogov, kako pa naj se ljudje soočajo, ko nekoga sprašujejo o nosečnosti. In sem sam videla tvoj komentar, ko si napisala, poglej prosim video do konca. Ja. In to se mi zdi ful pomembno, ker se mi zdi, da vsi na začetku, ali pa to isto pri člankih, samo začetek, naslov, sklepajo naprej. Grozen. In to mi je bilo grozno in sem bila prav tako prav tjaša. Pač, to tudi mene zelo motno. Tako, jaz tudi kdaj ko imam preveč časa na WC-ju ali pa tako gledam kakšne članke, pa vidim tak pompozen naslov, ne, sploh če članek vsebuje naslov vplivnica. Se mi zdi, da to pa folk, kada nafto zliv na kresa zastopaš. Pač to je pa, to so brezdelneži, to so in pač sem prav kokice, pa grem brati komentarje in sem tako, pa dobro ljudje, no. Pač res ljudje imajo tokenga gneva v sebi, ki ga določene besede tako trigirajo, da mislim, fascinirana sem na tem. Ampak ja, pač na socialnih omrežjih, včasih svoj glas lahko tudi ne včasih. Fajn je, da večino časa svoj glas ali pa pač doseg pokoristiš tudi za širjenje informacij, ki so koristne vsem. Tako, kot sem prej delila na svet za tistega foniatra, se mi zdi pomembno, da se o teh stvarih pogovarjamo, pa se mi zdi, da se ljudje kar malo izogibajo teh tematik. Jaz sem imela pa dost takrat. Jaz sem pa, mene je to toliko bremenil in pol pač nočeš, težko ti je. Ljudje te pustijo v dreku noter, zmešajo drek in pol grejo. In ti si tako, pač pričakujejo dobre novice oziroma dober odgovor. Ne vem, ti kako je pa kaj mami takrat, kaj je bila bolna, ne? Mogoče moramo malo razložiti, kaj je bilo v bistvu za video. Ja, se pravi, moja mami je imela raka, umrla je tudi zaradi raka. Potem in ljudje so stalno želeli z mano small talkati o njej, o njenem zdravju. Ti kako je pa kaj mami, ne? Ja, ne vem. In pol pač, če sem rekla, ne vem, ni v redu, ne, niso najboljši rezultati, bla, bla, bla. Se bo. Pa so šli naprej. Jaz sem ostala v tistem, ker sem se pač spomnila spet na to, da ni enostavno, da ni v redu. In so te pustili samo, ne? Oni so pa pač šli, ne, ker so hoteli sam slišati, fajn. In, to ni tema za small talk. Ja, kot si prej rekla, da pričakujejo dobre novice. Če jih pa ni.
To, a ne? Ja. In jaz sem bila, tudi na intervjuju enkrat sem bila, ona je bila že čist boga, tako, mislim, da je bilo 14 dni, preden je umrla in sem imela en intervju in je bilo tako, ja, tvoja mama je pa prebolela raka, ne vem, kaj se sploh niso, a ne pač nazadnje je bilo to v medijih, da je pač ona ta tretjič pač prebolela raka. Mene je bilo pa toliko težko takrat, da a ne pač valjda se noč tam na televiziji kar zvekal enemu, ne, in res, to je bilo vprašanja o teh temah so bila grozna in sem se odločila temu narediti konc oziroma pač vsaj ozavestiti ljudi, da so se majčkeno zavedali za te stvari. Ali pa recimo, imela sem spontani splav, a ne? In vprašanja v smislu, kva vidva čakate, zakaj ni še nič noseča, kdaj boste pa kaj imela, kdaj bo pa, a ne, tako, ja, pač, to je tako bolelo takrat, ko sem šla, ne, nisi pa valjda, nikoli pa tudi ni prav, ne, ljudje so tako, zakaj pa ne delite svetom tudi takrat, ko ni vse v redu, pač kaj ne, splav imam, tamle mi vse krvavi iz mene, jaz se bom pa snimala drugače, splav, samo to, da veste, pač kdo bo to delal, no? Ja, mislim, in ljudje nimajo prav. Ljudje nimajo čist realnega vpogleda v te stvari in sem se odločila, da je takrat izkoristim pol svoj glas in je bilo zelo dobro sprejeto. No. Zelo, pač tudi ljudje... Tudi zgodbe so delili. To pa tudi, jaz sem dobila ful opravičil, recimo na Instagramu, od žensk, ki so mi pisale v smislu, ti pa siješ, jaz mislim, da si noseča. A veš, take scene in pa mi je prav videla sem tisto vprašanje, pač sporočilo odprej, pa pol, o moj bog, Tjaša, jaz sem se stok najdla v tistem, jaz bi se ti res opravičila, nisem tako mislila, bla, 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 zdaj še ne vidim, koliko je, bom merkala naslednjič, ne. In to je bil meni cilj, če bo vsaj eden, a ne, to dojel, tako kot je treba. Jaz nisem izhajala iz tega, da sem hotela ljudi kritizirati. Jaz sem bila tako, jaz vem, da večina ljudi misli dobro. Ne misli slabo, ko take stvari sprašuje ali pa tako. Res niso slabo namerne, a ne? Ampak ne pomislijo pa, kaj pustijo taka vprašanja. Ne? In to sem hotela jaz takrat izpostaviti in se mi zdi, da je bilo kar uspešno in se še kdaj vračamo na to temo, še kdaj delim ta video, ker se mi zdi pomemben, no? Da tisti, ki so na novo, da slišijo te stvari. Vse se mi zdi, da zdaj v zadnjem času je vse več izpostavljanje tega glede teh vprašanj. Ja. Tudi druge so se javile in pač izpostavljale to problematiko. Takrat sem jaz prav neko gibanje, se mi zdi, sprožila, da so se pol ženske začele pač o teh stvarih glasno pogovarjati. Tudi, ne vem, to, da poveš, da si imel spontani splav, se mi zdi, da je bilo to včasih bolj jaz prej nisem vedela za nobeno od mojih kolegic, da je šla čez to. Ko sem jaz enkrat to povedala, jaz sem imela tok inbox poln od mojih kolegic, ki smo bile skupaj, pa nisem vedela, da so imele splav, ker niso delile tega sveta. Ja, se mi zdi, da je bilo to včasih malo tudi kot tabu tema. Ja. Tudi moje babice, to je bilo, pa zakaj to razlagaš okoli, so mi rekle, ne, pač, ker to je bilo res to boh ne dej, ampak glih za to, ne, ker pač ti misliš, da si sam v tem, ne, tako pa pol vidiš, da nisi in koliko ljudi gre čez to, ne, in da to ne rabi biti tabu tema. No. Ja. Pa da se čutijo, da imajo nekoga. Mislim, tudi če samo tebe vidijo, da si imela to izkušnjo, in bo mogoče lažje, če utehe ne najdejo druge. Ali pa tudi skozi komade. Jaz sem takrat, ko mi je mami umrla, napisala pesem za mami besedilo in takrat smo pol na albumu najnem je ta pesem išla. In jaz, pač meni se ljudje pridajo, ne vem, izpovedati, rečejo, nimam se, noben me ne razume zares, kako pa je, pač oprosti, ko tebe težim, ampak bla, 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 a ne, pač in se pol... Kako gledaš na to? Ful lepo, pač, ali pa ne vem, mi pišejo, da jim je pesem v uteho, recimo, da se boljš počutijo, ko jo poslušajo, ali pa da so najdeli eno pesem, ki jih pahne čez rob, takrat, ko se rabijo zjokati, pa dati ven svoja čustva. To, a ne, pač, meni je ta pesem pomagala lih za to, a ne, jaz sem s tem lažje prebolela pol izgubo, mislim, prebolevala se je, še nisem čist prebolela, ampak mi je pa lepo, da pomaga tudi drugim, ne samo meni, no, tako. Ampak vsak mora najti tisto stvar, ki mu pomaga, ne? Ja. Zdaj ti si velikokrat v intervjujih rekla, da se čistiš preko glasbe. Ja, se. Zdaj, drugi se pa na druge načine, ne? Ja, res je, pač važno je, da najdeš ta način, ne? To je problem, ne? Eni tega nikoli zares ne predelajo, ker pometejo malo pod predprogo in to ni na kratek rok, okej, ne? Pač mogoče že potlačeš tista čustva, ampak nekje bo butnil to ven in... Tako, delati na sebi, kje in kdaj. Ja, pač delati na sebi je res najtežje, no? Tega se premalo ljudi zaveda. Zelo mi je všeč tvoje razmišljanje. Pa se sem že prej rekla, zrelo in... Saj bom že skoraj 30, kaj pa ni. Ne, thanks.
Ful dobro. Veš, kaj sem si še zapisala? Ful mi je bilo všeč, ker imaš na Instagramu v bio opis sem pevka, polovica Uroš in Tjaša, od novembra 21 mamica in pa Crazy Cat Lady. To je meni v ponos, to je pač doma imam mačka Gustla. Gustel. Gustel mu je ime, ja. Uroš je zbral ime za mačka, jaz pa za otroka, da mu tako rečeno. Tlemu pa nisem pol pustila toliko umetniške svobode, ker hotel je, ne vem, kaj da je Boris, pa v glavnem, vse sam ime za mačka, ne, no. Tako da pač, pa so bila, ne bo pa Gustel, no. In ta maček je legenda, pač najin življenjski slog je tak, da druge živali kot mačka pač ne moramo imeti. Pes odpade, pač mi dva si ne moramo prožiti, ker za žival moraš skrbeti in, a ne. S takimi obveznostmi ne gre. Ja, pač ne moreš tako. Maček, jaz sem se najprej sekirala, ker sem bila tako, greva v službe, pa greva pa še snemati risanke, pa to, pa bo sam zdaj kar 9 ur, bo sam muc. Pa sem bila pa enkrat na bolniški, a ne, in sem bila tako, zdaj se bom pa lahko stiskala cel dan z njim, pa se bom igrala z njim. On je prespal cel dan, pač on se je umaknil stran od mene, njega boli in to je bilo meni, takrat sem bila tako, super, pač zdaj, ko sva šla v stanovanje, sva mu omogočila, pa to, pa z arhitektom smo naštimali, da ima fuljenih površin, kamor se lahko umakne, pa tako res sva gledala na njega. Na balkonu sva mu naredila cat highway, pa ne vem, kaj se pač. Res ima model, ima cool life, no, pač res ima cool life. In to se mi zdi pomembno, ne, pač, da ti vse narediš to, ko smo doma, se veliko igra, zdaj se že ta mala z njim igra, tako da je tako, no, maček kar pomemben del našega življenja in mi je dober tudi v tem smislu, ker bo ta mala dejansko imela žival, ki jo bo naučila potrpežljivosti, odgovornosti, nežnosti in se že zdaj odraža, a ne pač, ko gledaš recimo njo ali pa otroka, ki nikoli ni imel živali doma, kakšna je to razlika? Pač kako ona recimo boža žival ali pa, a ne pač, ne vem, jaz sem videla otroke, ki niso imeli nikoli živali, pač to ga je kar davla mačka, ne, ni ga znala sploh prijeti, ne, Lori zdaj, Boža, tako le. Tako lušten, no. Mi je tudi iz tega vidika dobro. Že veliko naučil maček, pa vidim, da bo še Lori. Ja, tudi meni je ta stik z živalmi v bistvu ful pomemben. Pa tudi nisi sam, tudi takrat, ko, a ne, pač recimo, ko sem bila jaz sama doma, kdaj, kaj je šel Uroš na špilše, kaj je Uroš tudi špilil v Narodno-zabavnem ansamblu, pa sem bila jaz sama doma, a veš, koliko je drugače, če imaš ti mačka, ali pa da si čist sam. Tudi iz tega vidika, no. Živali so zakon, no. Res. Priporočaš? Ne priporočam vsem. Za tiste, ki nimajo cajta, res ne. Pač toliko je za nič skrbnikov, da mi sploh mi gre na živce te, ki za daril kupujejo živali. To sem živčna. Čeprav jaz ne poznam tega primera. Jaz pa veliko in mi grejo zelo na živce tako, no. Ali pa ne vem, toliko teži za psa. Bog pomagi, no, pač to se morajo, pač res starši se morajo prvotno odločiti, da bojo skrbeli za žival, pa da ga bojo omogočili tudi otrokom, ne, da bojo kontra, se pravi, otrok si želi psa, poj pa zaprt v pesjaku revaš pač celo življenje, pač to, sem kar živčna. Ja, vidim. Ampak res, no, pač to je, se kroke tresem. Ne, ampak to res, te razumem, ja. Pač to ne gre tako. Sorry. Se čist strinjam, ja. No, super. Peva še na zadnji del, na moj izivček, kot ga poimenujem, da končaš mojo poved. Čak, da še malo vode spet. Se ni tako težko. Ja, no, deva. Sprostitev najdem v savni. Savni. Toliko se veselim zdaj, ker je mraz pritisnil nazaj, pa zdaj letos bo dejansko to malo lažje šlo, ker lani je bila lih Lori, pa prej je bila korona. Zdaj je bilo 3 sezone, sem bila jaz brez savne. Pač to je bilo res, mene savna toliko sprošča, mene je zakon. Uprosti, zdaj sem kar malo prišla, sam stav bi mogla dokončati. Okay. Moj najljubši zajtrk? Moj najljubši zajtrk so jajca pa losos zavita v tortiljo. Pa malo zemfa namazanega na tortiljo. Ja, to je moj najljubši zajtrk. Pa da mora biti jasno jutro zvoni. To mi je tudi lepo. To pa še zraven zajtrk. Ja, fulno. Pa če čist drugače jest pol. Se res. Moja poroka je bila... Tako lepa. Res je bila
sanska, midva sva, mislim, a je point, da jaz še pol malo razložim to, ali ne, pač, midva sva bila toliko sproščena zaradi tega, ker na ogromno porokah smo midva itak že pela kot Uroš in Tjaša, tudi to je sestavni del najnega glasbenega udejstvovanja, da pojeva na porokah. In midva sva se že prej skozi leta pogovarjala, ne vem, ko sva šla s kakšne poroke, sva tako, tega zihar ne bo na najni poroki, ali pa, to je pa ful huda ideja, to bo pač midva sva, ko sva se zaročila, midva sva že vse vedela, kaj bova imela, pa nikoli ni bilo tistega planiranja, pa plenar ven, pa zdaj bomo pa ne vem kaj. In mi da sva bila toliko relaxed, mi da sva vse vedela, kaj naj čaka, malo manjka, da znava tiste govore na pamet tam, veš, ki pa preberajo pravice, pri civilni sva bila tako, se že veva. Lahko mi to poveva zdaj. Tako da je bilo toliko zakon. To je pa ful velik plus. Res. Midva sva se imela toliko dober, cel dan je bil, zakon je bilo. Res, prav fajn poroka. Resnično srečna sem, ko? Ja, zdaj je to veliko dejavnikov. Pač, ko vidim Lori, ki kaj posrečenega počne, ko se zdaj, a veš, kdaj? Zdaj sem se spomnila. Ko jo prinese Uroš zjutraj pol k meni še v poslo in se pol valamo po tisti posli, tiste pol ure in je to klušten, ker ona skozi tako ljubčke daje, že tako celo posli. Pač, takrat, to je zdaj, resnično srečna sem takrat. Fuluškano. Ja. Moja prva služba je bila kot učiteljica podaljšanega bivanja za otroke s posebnimi potrebami. In pa še ljudje, ki me dobro poznajo, pravijo, da sem ful podobna mami, karakterno. Lepo. Ja. Hvala ti za tvoj čas. Upam, da si se imela lepo ob tem klepetu. Hvala, res sem se imela lepo ob tem klepetu. Hvala za povabilo. Pa hvala vsem, ki ste si tole ogledali, pa zdržali z nama.